Kateri so danes pravzaprav glavni diagnostični in klinični izzivi pri odkrivanju in zdravljenju prirojene motnje starjevanja krvi? Pri otrocih so ti izzivi verjetno še toliko izrazitejši, kaj ne? Ja, pri otrocih se motnje starjevanja krvi izkažejo na različen način, seveda odvisno od vrste oziroma tipa motnje starjevanja krvi. Prav tako je različna klinična slika pri dečkih ali pa pri deklicah. Pri fantkih, ki vemo, pri katerih je najpogostejša hemofilija, so značilne krvavitve v velike sklepe in mišice, torej se te krvavitve ponavadi izrazijo pri težki obliki bolezni, ko otrok prične hoditi, se postavljati na noge in utrpi prvo krvavitev v večji sklep. Pri deklicah in pa pri lahkih oblikah motenj starjevanja krvi pa diagnostični izziv toliko večji, ker so ti znaki lahko precej bolj prikriti s krvavitvami iz nosu, ki so sicer tudi pogoste pri otrocih v vseh starostih, brez motenj starjevanja krvi, in moramo biti pozorni, kdaj je krvavitev iz nosu prekomerna, torej da otroka usmerimo k hematologu. Še posebno je pomembno, da motnjo starjevanja krvi odkrijemo pri deklicah še pred rodno dobo, torej preden dobijo menstruacijo, zato da ni prav menstruacija tisti kritični dogodek, ki lahko tudi za deklico obremenjujoč. Kakšno pa je pri tovrstnih obolenjih sodelovanje med strokovnjaki, ki delujejo na različnih ravneh zdravstvenega varstva, torej med pediatrom denimo, ki dela v osnovnem zdravstvu, pa potem med specialisti, ki nadaljujete z obravnavo otrok s tovrstnimi obolenji? Mislim, da so pediatri danes zelo dobro izobraženi o znakih za prirojeno motnjo starjevanja krvi, tako da so napotitve, bom rekla, časovno kar ustrezne. Nekoliko težje so seveda osebe, ki imajo lahko motnjo starjevanja krvi, ki jih niti v otroštvu velikokrat ne odkrijemo, tako da kasneje je pomembno tudi sodelovanje med stomatologi, zobozdravniki, oralnimi kirurgi, maksilofacialnimi kirurgi, ginekologi, pa tudi transfuziologi, kamor zaidejo ljudje na preglede in se lahko na podlagi krvne slike, ko ugotovimo, da gre za slabokrvnost, zaradi pomanjkanja železa lahko posumi na prirojeno motnjo starjevanja krvi. Pa je tovrstni multidisciplinarni pristop utečen ali pa se morda tudi po sistemski plati soočate z določenimi kratkimi stiki, ovirami, kakorkoli? Moram reči, da na podlagi mojih zdaj že kar dolgoletnih izkušenj je stanje vedno boljše, osveščenost je zelo velika, tako da je sodelovanje tako z ginekologi kot s stomatologi in kirurgi, bom rekla, kar na zavidljivi ravni. Kakšni pa so morda na tem področju še novi raziskovalni obeti? Kaj pričakujete na klinični ravni, česa bi si morda še želeli, da bi bila obravnava in potek zdravljenja lahko čim uspešnejši? Mislim, da imamo v Sloveniji srečo, da smo v bistvu kot majhna država s to butično medicino dosegli kar zavidljiv, Evropi primerljiv način obravnave tako otrok kot tudi odraslih s prirojeno motnjo starjevanja krvi. Največji izziv trenutno še vedno predstavlja dobro obveščanje tudi javnosti o tem, da se da z motnjo starjevanja krvi kvalitetno živeti, da to ni oviranost, temveč le dodatek k običajnemu življenju, ki se mu pač prilagodi.